Pozdravljeni. Zopet je na vrsti naš običajni komentar novic in tudi danes si bomo ogledali vse tiste zanimive novice, ki so bile objavljene v preteklih dneh. Kot ponavadi se bomo tudi danes ustavili pri 4 različnih sklopih novic. In seveda, če vas zanima, kaj je navedeno v citiranih člankih, imate bližnjico do originalov v samem opisu. Verjetno že dobro veste, v posameznem segmentu, ko je slika v barvah, pomeni, da navajamo vse tisto, kar je zapisano v že prej omenjenih člankih. Ko se slika spremeni v črno-belo, pa pomeni, da dodajam moje osebno lastno mnenje oziroma moj osebni komentar. Tako, sedaj, ko smo ponovili še enkrat pravila današnjega formata, se lahko lepo lotimo prvega današnjega sklopa. Bi lahko Lewis Hamilton začel nastopati za skuderijo Ferrari takoj po koncu letošnje zadnje dirke? To se je vprašal avtor članka na spletnem portalu GP Blog 8. oktobra. Namreč po koncu zadnje dirke v Abu Dhabiju prirejajo tista posezonska testiranja in z posebnim dovoljenjem bi lahko Lewis Hamilton že začel nastopati za skuderijo Ferrari. Dobro je znano dejstvo, da pogodbe voznikov se začenjajo z 1. januarjem in seveda zaključujejo z 31. decembrom, ampak izjeme so možne. A obstaja velika težava. Ne toliko v tem, da tovarniška ekipa Mercedes ne bo dala dovoljenja Lewisu Hamiltonu, temveč to, da Lewisa Hamiltona tam sploh ne bo. Takoj po končani veliki nagradi Abu Dhabija bo odšel na druge promocijske poslovilne evente. In tu se lahko mi navdušenci začnemo spraševati, zakaj pa bi pri tovarniški ekipi Mercedes dovolili Lewisu Hamiltonu, da bi predčasno zaključil svoje obveznosti s to ekipo in začel že delati, čeprav neuradno, za svojega novega delodajalca. Nekateri navdušenci, predvsem navijači skuderije Ferrari, bi radi videli kakšen tak manever, ampak konec koncev gre za Formulo 1 in ne neko mehiško, turško ali kakšno drugo nanizanko, kjer se zadeve nekako odvijajo tako, kot si želi publika. In tu se moramo zavedati, da po 12 letih, verjetno pri Mercedesu, hočejo izkoristiti priložnost Lewisa Hamiltona do zadnjega dne. Konec koncev imajo prav, čeprav nekaterim, predvsem navijačem skuderije Ferrari, bi bila ona druga varianta bistveno bolj všeč. A pojdimo k drugem današnjem sklopu. Fernando Alonso ima zanimivo teorijo. Namreč, kot smo lahko prebrali na spletnem portalu motorsport.com 8. oktobra, je Fernando Alonso opazil nekaj singularnega. 9 zaporednih dirk svetovnega prvenstva Formule 1 je minilo, brez da bi se pojavil varnostni avtomobil. In nekateri bi dejali, saj to je enkratno in kaže na določene smernice. Če smo pravzaprav pošteni, se je nekaj podobnega že zgodilo med veliko nagrado Madžarske v sezoni 2003 in veliko nagrado Španije v sezoni 2004. Je pa res, da varnostnega avtomobila nismo videli niti na veliki nagradi Singapurja, kar je verjetno izjema, ki potrjuje pravilo.
Ampak Fernando Alonso trdi nekaj zanimivega. Govori o tem, da sodobna generacija bolidov z talnim efektom je hitrejša, če se jo ne žene do konca, do tistih mej, in tudi zato, ker vozniki v resnici ne vozijo na polno, je manjša možnost oziroma verjetnost, da se zgodi kakšen trk. In zaradi tega po Alonsovo je seveda tudi zmanjšana verjetnost, da vidimo varnostni avtomobil. In Fernando Alonso je tu povedal nekaj zanimivega. Če se spomnite, pred nekaj dnevi sem objavil prispevek, kjer sem govoril o dolžini tistega razvojnega cikla določenega bolida v Formuli 1. In ugotovili smo, da naprimer tista sila, ki jo generira samo dno bolida, je od sezone 2022 pa do danes skokovito narasla. Tako, da v bistvu v krizo spravlja lahko že pnevmatike. In Fernando Alonso iz tega pogleda ima prav. Namreč najhitrejši bolid ni tisti, ki doseže najvišjo končno hitrost, tudi ne tisti, ki napravi najhitrejši krog, ampak tisti, ki dano razdaljo dirke za veliko nagrado prevozi v najkrajšem času. Sedaj, če bi voznik vozil na polno svoj bolid, bi v krizo spravil pnevmatike, zaradi tega bi se moral lahko enkrat ali celo dvakrat več ustaviti pri svojih mehanikih in zamenjati kolesa s svežimi pnevmatikami. Zato je bolje voziti malce manj blizu tiste meje zmogljivosti, ampak tako nekako ohraniti pnevmatike in seveda dano razdaljo na koncu prevoziti v krajšem času. Na uradni spletni strani Formule 1 f1.com so 7. oktobra objavili podcast, katerega gost je bil Jock Clear. Jock Clear je znan inženir skuderije Ferrari, ki v tem trenutku skrbi za Ferrari Driver Academy. In seveda Jock Clear je povedal marsikaj zanimivega. Od tega, da je zmaga Carlosa Sainza mlajšega na veliki nagradi Singapurja v sezoni 2023 nekako spodbudila Charlesa Leclerca, da se mora potruditi in pravzaprav na sami dirki dokončati delo, ki ga lahko začne tudi med kvalifikacijami. Jock Clear je dejal, da po njegovem je bil Ferrari v sezoni 2022 konkurenčen tudi z zmago na koncu v prvenstvu. Ampak kot smo lahko brali, naprimer v avtosprintu 9. oktobra, je bila zgrešena smer razvoja tista, ki je načrte dobesedno pognala v vodo. Ampak tu ne smemo mimo dejstva, da Jock Clear je eden izmed tistih inženirjev, ki so že ogromno let v skuderiji Ferrari. Pravzaprav kritika iz njegove strani je po mojem mnenju neutemeljena, kajti tudi on je bil, hočeš nočeš, udeležen v razvoju in tudi on je bil marsikdaj avtor tistih napak, ki so skuderijo Ferrari stale zmag, da ne rečem prvenstva. Znane so njegove napake na področju strategije, kjer smo se mi, navdušenci, čudili, kako je sploh možno nekako si domisliti tak potek dirke. In treba je dodati še nekaj pomembnega. Jock Clear v tem trenutku je tisti glavni in odgovorni za mladinski program Ferrari Driver Academy. Ampak a ga ne bo prav kmalu zamenjal Jérôme d'Ambrosio, ki prihaja v skuderijo Ferrari iz tovarniške ekipe Mercedes? Torej je bil ta intervju Jocka Clearja neke vrste labodji spev ali pa neke vrste samohvala, kjer se skuša unovčiti za dobesedno naslednje podvige. Ne vem, ampak kot običajno sem tu do tega britanskega inženirja dokaj kritičen, kajti ne smatram ga med tiste,
ki so pravzaprav v pozitivnem smislu napravili razliko pri skuderiji Ferrari. A kot običajno moje videnje, moje mnenje, pojdimo še k zadnjem današnjem sklopu. Tudi tokrat se bomo v zadnjem sklopu dotaknili malce bolj obstranske in lahkotne teme. Na uradni spletni strani Formule 1 smo lahko 8. oktobra zasledili članek, kjer že v prvih vrsticah smo brali o tem, da Daniel Ricciardo, karizmatični voznik, je blestel v seriji Drive to Survive. In verjetno marsikdo se je začel spraševati, zakaj pravzaprav gre. Ali mi, navdušenci, spremljamo svetovno prvenstvo Formule 1, kjer na koncu podelijo naslov svetovnega prvaka med vozniki in seveda tudi med konstruktorji, ali pa smo le gledalci neke televizijske serije. Je pomembno biti dober na progi ali pa blesteti v neki vlogi in imeti privržence. Sam sem v resnih dvomih glede na tisto, kar lahko prebiramo tu pa tam. In začel sem se spraševati, kaj se bo zgodilo, ko bo brez sedeža ostal Valtteri Bottas. Namreč že njegovi rezultati na progi so boljši od tistih, ki jih je pokazal do tega trenutka Daniel Ricciardo. Bottas ima 10 zmag, Ricciardo jih je izbral 8. In tudi Bottas na koncu je dvakrat zasedel drugo mesto v skupni razvrstitvi, dvakrat je bil tretji. Ricciardu je uspelo le dvakrat se prebiti do tretjega mesta v skupnem seštevku. In konec koncev, če je Daniel Ricciardo blestel v seriji Drive to Survive, kaj bi dejali o tisti seriji fotografij, kjer je Valtteri Bottas ponosno razkazoval zadnjico. Seveda izjemno pomembno, posebej nam, navdušencem Formule 1, ki si mislimo, da spremljamo dirke svetovnega prvenstva. Ampak avtorji, verjetno v teh premorih, nimajo kaj pisati, zato smo deležni tudi takšnih, imenujmo jih, sestavkov. A tako, prišli smo do konca tudi tokratnega 43. komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.